Slovenska škofovska konferenca je prevzela pokroviteljstvo nad praznovanjem 100. obletnice Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Jaz kot tukajšnji škof, ordinarij in seveda tudi moji sodelavci ne želimo, da bi obhajanje te obletnice strani naše škofije imelo predih kakšnega okoli izključevanja, še najmanj pa kakšnega nacionalizma. Rad bi samo to, da vsem povemo, da pač vsak narod ima pravico, da samo odločbe in tudi manjšine, ki so ostali zunaj svojega matičnega naroda, v našem primeru Slovenci v Porabju ali Madžari v Prekmurju, morajo imeti enake pravice in možnosti, da ohranijo svojo versko in narodnostno identiteto. V škofiji bi se radi Bogu primerno zahvalili za dar slovenstva v Prekmurju, pa tudi širše v Prlekiji ali oboje skupaj v Pomurju. No in na znanstven način bi seveda bilo potrebno povedati z naše strani tudi kakšno vlogo je kdo imel pri tem dogajanju pred 100 leti in kot sem omenil, bo za škofijo bosta ključna dva dogodka, in sicer sveta maša 17. avgusta 2019 Beltinci in pa znanstveni simpozij, ki ga pripravlja Zgodovinski inštitut na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Škofija Murska Sobota je že lansko leto ustanovila škofijski odbor, ki bo odgovoren za praznovanje obletnice. Torej, ta odbor se je že večkrat sestal in se pogovarjal o tem, kako to stoletnico obhajati. Ne samo en dogodek, ampak je lahko to priložnost za kaj več. Priložnost najprej za utrjevanje naših temeljev, vere, kulture in naroda. Ker vemo, da so ti temelji lahko večkrat ogroženi, jih ogrožamo sami, ko se ne spoštujemo dovolj ali jih ogrožajo drugi. To dogajanje, ta obletnica pa je priložnost, da se malo zavemo, kaj so naprimer v kakšnih razmerah delovali ljudje pred 100 leti na področju kulture in kaj so kljub težkim razmeram uspeli narediti na področju naroda, narodnih vrednot, jezika in vsega, kar je z narodom povezano, spet priložnost, da naredimo nekaj več za ljudi, ki danes tukaj živijo, da bi še naprej tukaj živeli. Potem je to priložnost za gradnjo cerkve. Pa ne bomo zidali kakšne nove cerkve, ampak cerkve z veliko začetnico, se pravi skupnosti kristjanov na tem ozemlju, da utrjujemo svoje temelje, to je predvsem versko dogajanje, ampak tudi to ima svoj odmev v družbi. In potem še tretja priložnost za gradnjo našega skupnega doma, ki je naša domovina ali država Slovenija. Smo del Slovenije, na levem bregu reke Mure, ta del, kar ni samo po sebi umevno, da tako je. To je komaj 100 let. Prej več 100 let ali 1000 let smo bili v neki drugi državni skupnosti. Zdaj smo tukaj in naj bi tako tudi ostalo, da bi bili med seboj povezani kot en narod, ena skupnost, ki vsi imamo pred seboj neke skupne temeljne cilje. Tudi v občini Murska Sobota je bil ustanovljen iniciativni odbor za pripravo aktivnosti ob obletnici. Mi smo se tam dogovorili, da bomo, kar se tiče simpozijev, delovali usklajeno, da bojo predstavniki Akademije znanosti in umetnosti, ki je že sprejela tudi pokroviteljstvo za organizacijo simpozija, sodelovali na simpoziju, ki ga boste organizirali v Stolni cerkvi oziroma Katoliški cerkvi in obratno. Mislim, da je to pomembno sporočilo, da bodo te aktivnosti potekale sočasno in da bomo skupaj praznovali ta res velik jubilej slovenstva. Vrsto dogodkov, vrsto aktivnosti je začrtanih v tem načrtu oziroma programu. Jaz podrobnosti ne bom zdaj v podrobnosti zahajal, ker to smo vsi dobili na mizo.
Župan občine Kuzma je bil zadnjič pri meni, je dal še zelo dober svoj predlog, ki ga bomo vključili v program. Zdaj, to, kar se dogaja izven Prekmurja, je, da je vlada v odstopu odgovorila, da pač se s tem ta trenutek ne bo ukvarjala, kar je na nek način logično in bomo počakali na naslednjo vlado, kajti računamo, da bomo del sredstev za organizacijo te obletnice celoletnih aktivnosti dobili tudi strani vlade. Nekaj pa jasno, da bo centralna proslava v letu 2019 v Beltincih, takšen je dogovor bil že od začetka in za to proslavo vlada ima pripravljena tudi sredstva. Mi smo v iniciativnem odboru obiskali tudi predstavnike univerze, ker dr. Slavič je bil dvakratni rektor univerze v Ljubljani in dogovor je tak, da bo univerza v Ljubljani poskrbela za postavitev obeležja v aleji rektorjev v Ljubljani. Hkrati pa smo bili na sestanku pri županu Ljubljane, gospodu Jankoviću, ki je zagotovil, da bo obeležje, slovensko obeležje za priključitev oziroma pripojitev stalo na Kongresnem trgu, tam, kjer je tudi obeležje za priključitev Primorske in da bo to pokroviteljstvo nad tem obeležjem prevzela mestna občina Ljubljana. V soboti smo v sklopu prenove mestnega parka in pa Trga Zmage pripravili prostor, kjer bomo postavili obeležje ob 100. obletnici. To bo ob Štefana Kovača ulici, gledano proti pošti. Tam arhitekti pripravljajo prostor za postavitev tega obeležja. Hkrati seveda pa smo skupaj z škofijo se dogovorili, da bo mestna občina, zato imamo tudi že pripravljena proračunska sredstva v letošnjem proračunu, sodelovala pri postavitvi 5 obeležij pomembnim duhovnikom, ki so največ prispevali k temu, k tej pripojitvi torej na ploščadi, ki je v fazi prenove. Ploščad je potrebna prenove, je, kot je povedal vikar, sedaj lepa, potem bo pa še lepša. In bo ponos tako Katoliški cerkvi, stolnici, škofiji, pa tudi našemu mestu in celotnemu Prekmurju.